Napovedan dež je koncert godbe sicer iz prvotno načrtovanega prizorišča pri tržnici pregnal v dvorano kulturnega doma in tam so gledalci zasedli skorajda vse proste stole. Godba Medvode se je predstavila živahnim programom, ki je bil pripravljen za tokratni festival. Mi se skozi trudimo, da je živahen. Nekako prenesejo razmere ali pa nek izbira programa. Včasih tako, včasih drugače. Pripravljen prav za medvoški kulturni festival tale program ali je to pravzaprav del vaše redne produkcije? Ne, v resnici je pripravljen za ta festival, ker je tudi naša gostja Jana je sodelovala z Zavodom Sotočje in je bila v bistvu tudi njihova prvotna ideja, da z nami nastopi in jaz sem zelo vesel, da se je tako izšlo, pa v bistvu, da so tudi oni enkrat nam sami ponudili gosta. Potem smo pa seveda tele pevske sva skupaj zbrala, ostale sem pa probal nekako dodati tako, da so zraven pasale. Jana Šušteršič je bila nad sodelovanjem z godbo Medvode več kot navdušena. Obožujem ta zvok, jaz sem nasplošno v glasbi sem, kako se temu reči, a band girl. Že ko sem začela peti, sem bila v skupini, rada sem obkrožena z ljudmi, ko sem bila zelo mlada, sem klavir igrala, tako da sem tudi z veliko orkestrov igrala in obožujem to sinergijo, to, kad toliko ljudi ustvarja skupaj nekaj. Ta godbeni sound pa sploh, tako da sem absolutno vesela in vedno rada vidim, da se malo tudi ven iz zone komforja ven vržem, mislim, da se tam največ lahko nauči, tako da lahko rečem sam, da takoj, ko me spet pokličejo, pridem. Jana Šušteršič, ki jo imamo seveda za našo Medvoščanko, saj tukaj živi velik del njene družine, tudi njen oče, je pevka z bogato glasbeno kariero, ki je v Sloveniji med drugim nastopila na EMI 2015, slovenski popevki leta 2017, a srca Slovencev je osvojila že leta 2014, ko je zmagala v oddaji Slovenija ima talent. Tisti, ki so njeno kariero spremljali že prej, pa jo poznajo tudi kot nekdanjo pevko srbske rock zasedbe Neverne bebe, ki se jim je pridružila že pri svojih rosnih 17 letih. Glasbeno znanje je utrdila v največji neodvisni šoli za sodobno glasbo Berklee Collegeu v Bostonu, lansko leto pa se je končno lotila tudi avtorske glasbe s svojo prvo predstavljeno skladbo Vse, kar imam. Brez tebe ne morem, ne znam, ti si vse, kar imam. Malo je potrajalo in pač žanrovsko sem kar na vse strani, tako kot se je danes tudi dal videti in veliko tega obožujem in poslušati. Največ pa zadnje čase res uživam v tem odkrivanju, kaj v bistvu zdaj od vsega tega, česar sem se dotaknila glasbeno, je neka moja osnova in kot prva od teh mojih pesmi je oktobra šla Vse, kar imam. Zaenkrat so reakcije fenomenalne, jaz pa ne morem biti bolj srečna, ker sem si res zelo dolgo želela avtorski izraziti. Tako da, evo, končno, danes je bila malo tako bolj akustik, malo stripped down verzija, pa mislim, da je zelo lepo bila sprejeta. Publika je bila seveda navdušena, Jana po koncu koncerta z godbo pa še polna krasnih vtisov. Jaz sem tako vesela, vse se mi da videti po faci. Vedno rada pridem v Medvode iz kakršnega koli razloga, pa tudi nekaj let nazaj, ker sem tudi zgodbo igrala, je bilo fenomenalno, malo je bilo premora in evo zdaj s čist nekim novim drugim repertoarjem, absolutno smo uživali, pa meni se zdi, da je publika tudi. Izjemen nastop, ki ga je najbrž začinila tudi, tista publika, ki vam je blizu v življenju.
Ja, moram priznati, da sem vedno najbolj živčna, kaj je tako. Več ljudi je, ki jih imam rada in poznam, bolj srček dela, tako da mi je kar tako bilo pred nastopom, ampak upam, da se ni videlo. Pa mislim, da so tudi oni bili veseli, da zdaj eno punčkico, ki jo večina njih pozna, odkar sem bila takale, da me zdaj vidijo v tej vlogi s čudovito godbo Medvode. Tokratni koncert je bil tudi priložnost za kar nekaj solističnih nastopov članov godbe Medvode. Znotraj skladbe je bil mogoče še kakšen, ki ni bil direktno izpostavljen, ampak ja, naš cilj je, da vsak tudi čim več zaigra sam mogoče. Vsekakor pa je celoten sestav medvoške godbe pokazal izjemno uigranost. V zadnjem obdobju so se tudi pomladili in z vsakim nastopom je viden napredek. Nas je pač slabih 30, že kar nekaj časa in upam, da bo kakšen član več prišel z različnih šol in tako naprej. Vtisi po koncu tokratnega koncerta pa seveda odlični. Jaz sem zelo zadovoljen, zahvalil bi se godbenikom, ki so pridno hodili na vaje. Na vajah se imamo dobro, tako da vedno je prostor za izboljšave, ampak mi smo pač ljubiteljsko društvo, ki se trudimo igrati najboljše, kar se da, in mislim, da imamo prostor tudi za napredek. Sodelujoči glasbeniki si zdaj ne bodo vzeli prav veliko premora, čakajo jih namreč novi koncerti in drugi načrti. Načrti so še ustvarjati avtorske muzike, nadaljevati z učenjem, ki absolutno obožujem. Trenutno imam okrog 40 učencev in me to neverjetno tudi izpolnjuje in inspirira. Tako da dajmo reči, da je to zaenkrat. Največ bi se skoncentrirala zdaj na naslednjo, pa na naslednjo, pa na naslednjo pesem, ki bodo prišle zelo kmalu, tako da ajmo reči, da mi je to neki največji cilj trenutno. Mi se odpravljamo zdaj na Lošinj, tako da kdor bo prvi vikend junija na Lošinju, ga vabimo tja na naš nastop. Nastopali bomo na srečanju orkestrov, potem pa se vidimo na občinski proslavi, pripravili se bomo tudi na eno manjše tekmovanje v Dravograd. Zdaj pa, kar bo pa še sprot prišlo za poletje, pa mogoče tudi še ne vemo za kakšno koračniško priložnost. Vsakega od naših sogovornikov na koncu vprašamo, če bi želel še kaj dodati, in simpatična Jana je bila kratka in jedrnata. Da imam rada Medvode in tako mi čakam, da se spet vidimo.